Pizda mi noge smrdi. Ja, živijo barabe in dobrodošli, dajmo reči v vlogu. Nazadnje sem posnel vlog, ko sem bil v Španiji, sicer na otoku Tenerife. Mislim, da je pravilna sklanjatelj Tenerife, ne na Tenerifih. Mislim, da je to narobe. No, vseeno, kakorkoli, že 3 leta od tega, odkar sem bil nazadnje na letalu. Iskreno povedano, nisem vmes potoval zaradi korone in vsega tega sranja in sem enostavno rekel, dajmo počakati, da se vse to stabilizira in dajmo potem potovati. Trenutno se nahajam v Napoliju, v Italiji. Slovensko je Neapelj. Neapelj mi zveni kot neka študentska hrana. Jaz bom govoril kar Napoli. Bolj melodično. Jaz bom probal v tem vlogu biti čim bolj pristen, sproščen, čim bolj po domače. Nič tistih fancy shit, poglejte, koliko je lep hotel, ja, to so mi pa plačali. Ne, to je vse moje finance, vse vam povedal cene, koliko sem dal za hotel, za karte in tako naprej. Letel sem iz Trsta z Ryanair, se pravi nizkocenovec. Je pa res, da je Ryanair in vsi ostali nizkocenovci so postali, bom rekel, malo požrešni. To je ta nek nov zakon, par let. Včasih si videl pač, da traja oziroma da je let 20 evrov in v teh 20 evrov si imel in prtljago in rukzak, ki si ga lahko imel na letalu. Zdaj moraš za vsako stvar dodatno doplačati 50 evrov na osebo, kar se mi vseeno zdi poceni, letiš 1 uro, pokazal vam bom tudi hotel, koliko stane in tako naprej. Jaz upam, da boste v vlogu uživali, da se boste imeli fajn, da lahko tudi z minimalnim budžetom vidiš dosti in doživiš, bom rekel, neke dele sveta. Dajmo se imeti fajn. Čau. Hotel, bom rekel, ni nič posebnega, pač meni je zelo pomembno, da je čist, da ne hodijo ščurki in da niso fleki od sperme na vzglavniku. Za 3 nočitve z zajtrkom naj jo je stalo 267 evrov. Tukaj imamo Tino Maze, poglej, kako je bila fletna. Mladenke iz leta 1958 v Napoliju. Mislite, da so te punce imele OnlyFans? Tukaj je potem tak bivalni del ali kakorkoli, ostali del hodnika. Tukaj je kopalnica. Sara, obriši si rit. Je pa 4-zvezdični hotel, nahaja se 50 metrov od morja, zajtrk, tako da jaz mislim, da je to ugodna cena za tak standard. Zdaj grem pa srat. Corro in braccio a tua mamma, scema bracciali. Buongiorno principessa in benvenuti da Napoli. Napoli je 3. največje mesto v Italiji, zato nam ne pove nič, ne vemo niti koliko je prvo, koliko je drugo. Prvo je Rim, drugo je Milano. Zdaj, če bi šel v številke, Napoli, samo center, ima slab 1 milijon prebivalcev. Predmestje in za urbano okolico pa slabe 4 milijone prebivalcev. To sta 2 Sloveniji. To je kriminal. Zato je toliko umazanije, zato je vse tako umazano, ker Napoli ima večen problem s smetmi, tako kot imam jaz na socialnih omrežjih. Ampak mislim, da leta 2008 je bilo najhuje. Takrat so se bali, da je prav epidemija zavladala zaradi vse umazanije in smeti. Dejansko smeti so se kurile po mestu. Zdaj, zakaj prihaja do teh smeti? Enostavno nimajo tega po kontrolu in ne da se jim to urejati, in potem je tukaj še ta lokalna mafija Camorra. O Camorri bom povedal več kasneje. Zato, ker Camorra z ilegalnim sežiganjem smeti zasluži do 20 milijonov na leto. Ne vem, kako je danes, v 2024, ampak vseeno je umazano. Smeti so povsod. Tako da, pizdarja. Napoli je kaotičen. Opa! Izsiljujejo, uletavajo, evo, opa, trobi! Ti boš pa mogel kleparju, majstore. Pizdarja! Rad imam kaos, obožujem to. Pa dajmo reči divjino, ampak tako, ko sem malo gledal vloge od domačinov, pravijo, da mediji delajo krivico Napoliju, zato ker ogromno pišejo, da je nevarno, Camorra, kriminal, zato da bi preusmerili turiste kot domače, kot tuje v Milano. Je potem še lepo povedal, da Napoli združuje sovraštvo do Milana. Tako da zaenkrat ne počutim se nevarno, da bi ravno me kdo hotel kaj narediti. S kamero hodim po Napoliju, upam, da mi je ne ukradejo. Bom pa povedal več o Camorri, kaj je Camorra. In to kamera je ful težka in mi je žal, da nisem vzel GoPro. V Napoliju govorijo zelo zanimiv italijanski dialekt. Pravijo mu Napolitano, je zelo trd dialekt in tisti pravi šminker iz Milana
ne bo razumel enega pravega, bom rekel, napolitanota, ne. To je nekaj podobnega, uletel nek hardcore Primorec iz onih zaselkov v Kopru v Prekmurje. To bi se samo gledalo, ne. Tako da je res trd in zanimiv dialekt, nimam pojma, kaj govorijo. Mogoče dve besedi razumem od celotnega pogovora. Že moja italijanščina nasploh je zelo slaba. Bom probal komunicirati z njimi v italijanščini. Verjamem, da bo zanimivo in smešno. Con lui volando lontano dalla terra. Največji kaos v Napoliju je pa promet. Tukaj ne obstaja desno pravilo, ne obstajajo semaforji, prej te bojo povozili na zeleni luči kot na rdeči. Zdaj pa ti pridi tu čez. Kurac. Hop, 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 hop. Grazie. Zdaj pa pridi ti tu čez. Hop, grazie. In nova stopnja. To je kot na igrica, ona žabica, ki moraš priti na drugo stran in te ne smejo povoziti. Pizdarje. Thank you. Ok, živa sva, Sara, živa sva, greva zdaj v cerkev se zahvaliti Jezusu Kristusu. Hvala, Jezus! Sem to po moje, če primerjal s kakšno Nigerijo, Lagos, ali kaj je, to ni nič. In tukaj bi Nika Kovač, jaz mislim, da ne naredila izpit, tu bi se počutila najbolj domače. In to je to. Buongiorno, grazie, grazie. Grazie, grazie. Evo, to je, oziroma pravijo novi Maradona. Quaradona, Kvaratskhelia. Buongiorno! Buongiorno ragazzi. Buongiorno! Tutto va bene? Tutto va bene, tutto va bene. Evo, to je moja italijanščina, saj znam. Govorem Kvaratskhelia, novi Maradona. Jaz upam, da bo res. Zdaj tudi štucne imamo tu. Štucne. Pisa, to bi pa imel. Kako se že rečejo nogavice? Daj pogooglej, ko se rečejo nogavice. Quanto costa? Fuck. Ne vem vseh besed, ne. Nogavice. Scarpe. Calzini. Signore, quanto costa scarpe? Quindi 10 euro. 10 euro. 10 euro, 10 euro. 10 euro, 10 euro. 10 euro. C'è grigio, c'è verde, c'è blu. This is less price? 10 euro. 8. 8. Quale grigio? 8. Sì. Uno? Uno, sì. Za 8 evrov, dober deal, po moje je. Ne izgledajo bed, pa tudi kvalitetne so. Evo moje Instagramu še džabe, evo le, 6 evrov. Evo ta bluzica za OnlyFans, samo 6 evrov. Stari, pridite v Napoli, kupite si to, boste šmekale. Zvok trobljenja je tukaj stalnica, to je himna Napolija. Avtomobili so poškodovani, vsak drugi je razbit. Kje si ti, Janor? Kaj je to, stari? To je špaga. Dobro je to zategnil, majster. Kaj ti bo klepar? Narediš doma? Tako da, tu me dober avto, bok ne daj. Ceste so, kot sem itak rekel, srane. Lih to je ta fora, ne priješ v Napoliju, si tu par dni in to je to. Živeti tukaj pa ne vem, če bi lahko živel, ker je preveč kaotično, ampak za 4 dni je fenomenalno. Pozabil sem še povedati, da je Napoli z okolico, se pravi z urbano okolico in s predmestji, najgosteje poseljeno mesto v Evropi. Če to spremenimo v številke, pomeni 2700 ljudi na kvadratni kilometer. To si zdaj nekako ne znam predstavljati, vi analitiki in matematiki si boste bolj, ampak ja, Napoli je ene najgosteje poseljenih mest v Evropi. Si predstavljaš tle delati glavno vožnjo? Poglejte to. Tisti, ki naredi to glavni izpit, bi mogel, ne vem, bi mu mogla fafati porno zvezdo do konca življenja. Dejansko moraš imeti zelo razvit periferni vid, ker če ga nimaš, te povozijo. Prokleti makaronarji. Mamma mia, mezzo mare. Sì, ok. 1 euro. Grazie, ciao. Grazie.
obvladam. Zdaj, kar se tiče cen, je pa Napoli oziroma cene zelo varirajo. Čeprav smo tu nekje zabačeno, ni nek glavni trg, fancy shit, ampak so cene kar navite. Cappuccino je 2,5 €, Coca-Cola je 3,5 €, stari moj. To je definitivno dosti draže, celo kot do Portorožu. Gremo dalje. Ampak, si dobil pa to, tega pa v Sloveniji ni. Prehodi za pešce in semafori imajo v Napoliju dobesedno enak efekt kot v GTA. Se bomo zmenili, ti greš tam, jaz grem za tabo, okej. In v vsem tem kaosu, ki ga Napoli premore in vse te nečistoči in smeteh, mislim, da Napoli drži skupaj hrana. Pravijo, da je v Napoliju najboljša hrana na svetu in že ko govorimo o hrani, iščeva pizzerijo, kjer naj bi po neki legendi nastala prva margherita na svetu. Un giorno all'improvviso mi innamorai di te, il cuore mi batteva, non chiedermi perché. Ja, poglejo lepotičko. Nič, gremo provat. Pizzerija Brandi, legenda govori, da je Rafael Esposito v 19. stoletju ustvaril prvo margherito in s tem želel pokazati čast oziroma takrat kraljici Margheriti, mislim, da v barvah Italije, se pravi bazilika zelena, mozzarella bela in mezga rdeča. Zdaj to je legenda, ampak oni verjamejo, da je temu tako, zato tudi temu primeren spomenik. Moram slediti Mariji. Grazie. Buongiorno. Kjerkoli, ali? Evo, dragi moji, to so pa cene. Napolitanske pice pri nas so vedno cene zasoljene. Govorimo 10, 12 do 15 €. Tukaj govorimo o pravi, avtentični, napolitanski, neapeljski, kakorkoli pici, 7 €, 6, 9, 8, 8, 10,5. Tako da niti ena cena ne presega 11 €. Domačini pravijo, da takoj prepoznajo, kdo je turist, že po načinu, kako se je pica. Pica se naj bi jedla tako in nikakor drugače. Prerežeš na pol, kurba zgleda dobra, kaj si nor, mehka. In potem še enkrat na pol, da dobiš 4 kose. Ne nekje ono po koščke, ono po slovenčkasto. In tu se zgodba, kar se tiče pribora, konča. Potem vzameš kos, ga lepo zaviješ v manjši trikotnik in pička božja materna, kako je to dobro. Tisto, kar mi jemo v Sloveniji, tisto je tako sranje, da si ne morete predstavljati. In verjamem, da najslabša pica v Napoliju je gurmanski presežek za Slovenijo. Pač to je nerealno. Odvon, okus, mehko. Fuck. Mislim, da imam malo trd tič. Nič, dober tek. Maduliva vice, a vice, a vice, cavumaro langoppo, cavumaro langoppo. Maduliva vice, a vice, a vice, cavumaro langoppo, a vice niente più. Sit sem ko Jelinčič Hrvatov. Račun 25 €, s tem, da od tega so 4 € koperto. Koperto je postrežnina, to je posod po Italiji, ne samo v Napoliju. Cene zopet varirajo, nekje 2 € na osebo, nekje 2,5 €. Ko smo pristala, smo jedla tudi v eni pizzeriji, smo dala 2,5 €. Tako da nanesla na koncu 5 €. Je kar draga zadeva, ampak vseeno ceneje kot v Sloveniji. V Sloveniji, če bi jedel 2 napolitanski pici s pijačo, bi dal tu nekje okoli 25-26 €. Brez trinkelta manče, oziroma, ko se v slovenščini reče, napitnine. Tako da ta koperto je kar malo. Tič stoji, pol pa vidiš koperto, pa če si sam je pa kaj, 2 €, 1 €. Džabe. Zdaj pa gremo naprej, ne vem kam. Trattoria Dananela je fake. Pizda, prvo nisem vedel, objavim to, ne objavim, vsi so občutljivi, napadli me bojo. No, potem se mi je pa javil en reševalec, punca, ki predava v prvi pomoči in 2 medicinski sestri. In so mi napisali, da naj objavim. Sploh reševalec mi je dobro napisal, da karkoli
naredimo ljudje v taki situaciji, je boljše kot nič. Najslabše, kar lahko narediš, da greš mimo. Potem sem si pač rekel, če vse te kurbe na TikToku in prasice, ki širijo svoje noge, kažejo svojo luliko, rit, vse to nasilje in vse te nebuloze objavljajo, bom objavil tudi jaz to, pa kar bo. Jaz sem za svoje pojme reagiral katastrofalno. Jaz nisem se spomnil niti ene tehnike oživljanja. Ne, da bi ga dal na bok, preveril jezik, da se ni zadušil, preveril srčni utrip, ali začel kričati. Nič od tega. Jaz sem se samo spomnil, Jan, laufa nazaj v gostilno in jim povej, kaj se je zgodilo. Ampak kaj me je najbolj fasciniralo, da ljudje, ki so bili pred mano, so hodili mimo človeka, kot da je smet, kot da je tam kup dreka. Nisem heroj, daleč od heroja, pišejo svaka čast, care, wow, legendo. Jaz sem reagiral tako, kot bi mogel reagirati vsak od nas. Neki 3 kriminalci brez zob so ga celo brcnili, konec dober, vse dobro. Tu se vedno spomnim na fotra od kolega, ki ga je kap v javnosti in ni bilo nobenega, da bi pomagal. In verjamem, da če bi kdo bil, bi ta foter bil še dan danes živ. Ne moreš zajebati. Zajebal boš, če greš mimo in ne narediš nič. Lahko bo jutri nekdo od nas ležal na tleh. Nesreča nikoli ne počiva, pravijo. Signore? Signore? Everything okay? Signore? Pa če ti leži nepremično. Come è morto? Chi è che è morto? A terra 118 118 ambulance Ok, ambulance italiano. ok, grazie. Vsaka čast temu fantu, ki čeprav angleško ni imel pojma, je vseeno vedel, kaj želim od njega in je povedal številko do prve pomoči. Zdaj so bili tukaj še ostali ljudje in je eden domačin povedal, da so klicali reševalce, ampak da reševalci poznajo gospoda, da to naredi večkrat. Baje mu pade pritisk in se potem kar uleže. Zdaj pa je malo srce poskočilo. Mi da smo pač probala pomagati, sva stekla gor nazaj do tiste tratorije. Zdaj moram Sara iti na eno vodko, če ne vem. Ampak če ne bi midva s Saro naredila panike, jaz mislim, da nobeden od ljudi se sploh zanimal za gospoda oziroma da mu pomaga. Ker šele, ko smo midva začela delati paniko, pa gor pa dol, so začeli ljudje se ustavljati in bom rekel, posvečati pozornost, kaj se dogaja. Se konec koncev tu ne govorimo o fucking smeteh, ki ležijo po Napoliju, ampak o človeškem bitju, o nekomu, ki živi, ne štekam. Mislim, ne vem, zakaj greš lahko, kako greš lahko mimo? Sem pač narobe vzgojen, kaj sem. Če vidiš človeka po tleh, nepremično ležati, nič te ne stane, da se ustaviš tistih 5 minut, kurčevi, ga malo streseš, gospod, kaj je, kaj ni, pokličeš številko, kjerkoli si, ki je za urgenco in nujne primere. Ampak vseeno, ljudje smo pač hladni kot špricer, brez empatije, bolano. Non voglio una bandiera del Milan. In če bi bil psihično malo bolj šel, bi po moje kar spustil solzo. To, kar je Medina in Meka, you can go. To, kar je Medina in Meka za muslimane, je ta Maradonin kot tiček za vse nas, bom rekel, nogometne navdušence. Kaos. Ko je Maradona uletel leta 1984 v Napoli, ga je na stadionu pričakalo 75,000 ljudi. Stari moj, takrat ni bilo Instagrama in teh pičke mater, takrat je bilo samo časopis, televizija. In kljub temu, da ni bilo toliko promocije, Maradona pričakalo 75,000 ljudi. Mislim, da nam ta podatek pove vse. Za moje pojme je Maradona najboljši igralec oziroma najboljši nogometaš vseh časov. On je uletel v Napoli, Napoli je bil tik pred izpadom iz prve lige. To je kot da bi Messi uletel v Southampton in Southamptonom osvojil državni prvak, Champions League in tako naprej. To je nepredstavljivo. Maradoni je v 7 letih... You can go. Maradoni je v 7 letih uspelo osvojiti vse, ker so osvojili, da 2-krat naslov prvaka, UEFA prvak, to je, mislim, da za tisto leto bilo že na nivoju Champions League, pokala ni da ni, pa še svetovni prvak je bil, tako da Maradona je prihodnost Napolija totalno spremenil. Ne vem še, kaj bi povedal. Evo, tu imaš potem po 15 €,
razne, seveda, fejke. Tu so najdražje, ker je pač vse posvečeno Maradoni. Tukaj pa so potem še s kapuco. Te so pa. Fel pa 25 evrov. Ampak če sem iskren, ni ne vem kako dobro to narejeno. Ta fant, ki meni tiska, naredi dosti boljše. Ampak okej, če si fan Maradone in si tu, si pač kupiš za spomin, valjda. Murales di Maradona. Murales pomeni freska. To je sveti kotiček v Napoliju. Prebivalci Napolija so zelo verni, ampak mislim, da vseeno Maradona je, bom rekel, je večji bog od pravega boga. Prvo je Maradona, potem je vse ostalo. Due shot Maradona. Questo jersey è originale di Maradona? Sì. Wow. Maradonina pravljica se je tudi relativno hitro končala. Leta 1990 bi lahko rekli, da je leto, ko se je začel konec Maradonine čarovnije. Leta 1990 je potekalo svetovno prvenstvo v Italiji in v polfinalu sta se udarili ravno Argentina in Italija na stadionu od Napolija. To bi moglo biti zakonsko prepovedano, da Argentina igra na tem stadionu. So morali gledati, kako njihov idol, njihov bog igra proti državi, v kateri živijo. Italijani so napadali ljudi iz Napolija, vi niste normalni, navijate za Italijo, kako si upate za Maradono, vi ste smrduhi in tako naprej. On je samo igral za svojo reprezentanco. In takrat je Maradona dobesedno raztrgal navijače Italije in navijače Maradone. In ravno Maradona je po 11 metrovkah poslal domov Italijane. Mediji so ga drugi dan raztrgali. Maradona je il diavolo, Maradona je hudič. Se pravi, iz totalnega heroja in boga je postal hudič. Mediji ga niso več podpirali, niso ga več branili, davkarija ga je zabavala, sodišče ga je fukalo, pritisk navijačev. In že Pelé je povedal, da Maradona je odličen igralec, ampak psihično ni stabilen. Ves ta pritisk je Maradono, bom rekel, prisilil to, da se je začel kokirati, drogirati in kuriti. Beg pred realnostjo mu je predstavljal kokain. Potem se je še bolj povezal s Camorro, takrat z Giuliano Clan, Carmine Giuliano, in tudi Maradona v intervjuju sam pove, da enostavno Camorri oziroma Giuliano Clanu ni mogel reči ne, ker so mu oni konstantno rihtali kokain. 91. leta je potem prvič padel uradno na doping testu in potem še 94. In tukaj se je Maradonina pravljica žal končala. Tisti, ki radi imamo nogomet, je Maradona je najboljši igralec na svetu. Tudi nimamo sploh kaj oporekati. Si yo fuera Maradona, siempre me equivocaría. Si yo fuera Maradona, perdido en cualquier lugar. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, y arriba y arriba. Si yo fuera Maradona. Prebivalci Napolija so zelo vraževerni. Ta velik nos za mano je Pulcinella. To je lik vzet iz gledališča in lutkarstva, simbolizira glas ljudstva in predstavlja neapolitansko kulturo. In če podrgneš ta nos, oziroma če ga podrgneš, je za srečo. Probat ni greh, se ne sem jaz proklet, bo treba kar oren podrgniti. Zato je tudi toliko obrabljen nos napram celotnemu kipu. Zanimiva stvar, imajo pa ogromno teh kipcev po celotnem Napoliju, prodajajo kipce od Pulcinelle in od stvari, ki pač predstavljajo vraževerstvo. Ja, upam, da letalo ne strmoglavi, ker jaz sem ta nos mu ga zdrkal. Drugače ta gmota za mano je vulkan Vezuv. Je prav v slovenščini Vezuv. Mislim, da je Vezuvio. Ta vulkan je leta 1979 našega štetja pobil v 15 minutah 2000 prebivalcev Pompejev. Pompeji so staro rimsko mesto. Ni jih pobila lava, ampak pobil jih je plin in pepel, ki je nastal zaradi izbruha vulkana. Plus vsi ostanki, ki so nastali zaradi vsega tega, so omogočili to, da so ta trupla pokojnih ostala oziroma ohranjena
še več tisočletij. In tako imaš zdaj muzej v Pompejih, kjer lahko dejansko vidiš, kako so ljudje obležali, ko se je vse to zgodilo. Dokumentarni novinar Jan Vaukman Vauks. Ti za to ne bi živel v lifeu, pa še pa, ko prideš za nekaj dni. Dejansko tu žgeš svojo ženo in lahko gledaš soseda, ko on žge svojo. Ampak so pa res hude te ulice, ne bi pa v lifeu to živel. Kvartieri Spanjoli, to pomenijo španske četrti, nastale v 16. stoletju in so dobile ime ravno po španskih garnizonih. To je kot neke vrste poveljniki, garnizije ali garnizije, kako se izgovori, ne vem. So bile del neke vojaške enote, ki je delovala v določeni trdnjavi, predelu mesta in tako naprej. In potem so nastale te španske četrti, da so lahko te garnizoni ali vojaki tukaj spali in s tem so delali na tem, da ustavijo, ker se je narod iz Napolija upiral. Ne vem točno zakaj, ampak oni so tukaj bili, da mirijo in so pač zgradili te četrti, da imajo kje za živeti, pičku mater. Dajmo še malo govoriti o varnosti. Zdaj, zopet ni tako varno, da se boš počutil kot doma, ni pa spet nevarno, da bodo do tebe prišli in ti dal nož na vrat in daj mi denar. Na teh večjih ulicah in trgih, to je najbolj obljudena ulica v Napoliju, Via Toledo, se konstantno vozijo karabinjeri in vsi živi policisti gor pa dol. Na nekih točkah mesta pa so celo vojaki z džipi, oboroženi do vratu. Tako da že to ti je nek pokazatelj, da mesto ni ravno tako varno, kot bi lahko bilo. Naj bi to mesto bilo še vedno pod vplivom Camorre. Camorra je lokalna mafija. Zdaj, Camorra je najstarejša kriminalna organizacija v Italiji. Njen nastanek Camorre sega vse v 17. stoletje. Camorra je sestavljena iz klanov, nekaj več kot 100 klanov in vsak klan ima svojega kapota, to je šef, in tej klani potem delujejo po regiji Campania, kjer je glavno mesto Napoli. Camorra naj bi bila nad zakonom. En bivši kamorista je rekel, da tokrat ti oblast ponudi zastonj oziroma kot pravico, ti Camorra za to računa, se pravi, da plačaš. Zato sem tudi prej omenil pri Maradoni Camorro, že takrat je imela vpliv. Verjamem, da danes ima še večji vpliv. Eden tak znanih klanov je Mazzarella klan in Casalesi klan. Zdaj mi kot turisti sigurno ne vemo, kdo je kamorista. Kamorista je član Camorre. Lahko vsak dan grem mimo tega kamoriste, ne? Ampak ne vem, kaj pomeni beseda Camorra. Zdaj to ni nikjer črno na belem napisano. To je šlo od ust do ust in skozi stoletja se je to spreminjalo. Obstajajo 4 verzije, kaj Camorra pomeni. Prva verzija je, da Camorra pomeni igranje iger na srečo in izsiljevanje. Potem druga verzija pomeni premetenka besed capo, šef, in mora. Mora je ena starejših iger na srečo. Zdaj tisti, ki imate nonote in none na obali, ste to sigurno videli se igrati. Jaz sem zdaj improviziral. 1, 2, 6, 7, 8, mora. Potem je tu tretja verzija, da beseda Camorra je nastala iz besede Gomora. Gomora je antično biblijsko mesto, katero je uničil Bog, ker je bilo v tem mestu preveč greha. Gomora je tudi serija posneta po Camorri. Tu je še 4. verzija. Camorra v španščini pomeni prepir. Anzi, onde la prima puzzava infamità, tre gocci sangue da seconda ci trovai, mentre in da terza nu corpo in società. Zdaj, Camorra je tudi zelo znana po besedi pico. Pa to ne mislim pica kot hrana, ampak če bi to prevedel v slovenščino, to pomeni ilegalno prisvojen denar. Se pravi, vse te načeloma, vse te gostilne, pizzerije, te male obrti, trgovince, ki prodajajo magnetke, fake dress od Maradone, naj bi vsak mesec plačevali določen procent Camorri. In s tem, ko plačaš ta pico, zavarujejo sebe pred Camorro. In to je tisto, kar sem prej povedal, kar ti oblast ponudi kot pravico, da ti lahko odpreš trgovino, ti za to Camorra zaračuna. Zdaj, v primeru, da tega ne plačaš, najverjetneje ali ti razbijejo, zažgejo lokal, ali pač polomijo tebe, tvojo družino, nekoga od bližnjih. To se v praksi uporablja povsod po svetu. Mislim, da to ni prisotno samo v Napoliju. To je pač the power of Camorra. Hodil sem posnet zapor za otroke ki so bili njihovi starševi iz Camorre. In 80 metrov pred tem zaporom, priznam, sem se usral kot mala beba. Nikjer nobenega, čudni ljudje, vsi me gledajo. Malo je anus se stisnil. Tu je bil včasih zapor za otroke, ki so imeli starše v Camorri. Drugače pa zdaj not živijo ljudje. Je pa odmaknjen del v Napoliju in ustral sem se, ko
košarec, ko je vrgel puško v koruzo. Napoli, pizda, pozitivna izkušnja. Žal, napoči trenutne, ko moraš iti domov, avtobus naj že čaka. Avtobus stane 5 evrov na osebo do letališča. Tisti, ki imate radi džumbus in imate radi non-stop nekako, da si z eno nogo v nekem nevarnem mestu, je to top. Tisti, ki se počutite raje varna mesta, bi mogoče odsvetoval. Tu je le džumbus, kaos, promet. To je to in čau!